Fantasy. Radio Fantasy. To je pa nekaj dražče kot pela, ja. 2 minutki sta čez pol, malo bomo čvekali in deliva mikrofon še na eno stran, kajti pridružila se nama je Nika Barič. Dober dan, dobro jutro, zdravo. En dober jutro vsem. Kaj ti najbolj paše? Dobro jutro, dober dan. Zdaj je za mene še malo dobro jutro, da tako rečem. Sam si pa prej spila nekaj energijskega, tako da boš poletela zdaj. Tako je. Razprla bo krila in poletela proti ŽKK novemu Cinkarna naslovu Celje. prvaki. A lahko zabiješ? Ja, valjda, jaz vsako tekmo zabijem. Pa. Kov. V koz za smeti lahko, ja. Ja. Čakaj, Nika, govorimo seveda o ŽKK Cinkarna Celje. Včeraj Nika tekma spet je padla 100. Tako je, ja. Še ena. Sicer dajmo reči. komi, ne, ker pa Ja. je, da ste se jo kar izogibali. Ja, tako je, če moraš poje kako tortico spjačiti ali pa kje prinesti na trening. Tako da, Še to vedno drži? Da Še punce, vedno. če 100 zadanete, tista, ko zadane, more kaj prinesti. Tako je, ja, mislim, da kakšne mafine, nekaj sladkega, no, glede na to, da so Zato je bilo pol včeraj, dobena ni hotla, kaj? Ja, malo je bilo, ja. Izgleda, kot da se vse izogibajo. Kaj no. pa trener Grga rekel? Ja, Grga je bil pa jezen, seveda. Tako kot ponovadi, ne. No, Grga pač, se veš, on po defaultu mora biti kapo di banda, Ja. mora imeti trdo roko, v bistvu je pa on taka bela mala mucica, najbolj prijazen človek. No, na ampak se je svetu. na davč videl, da se izogibate 100, ne? Dober per 50 razlike, Ja, no, mislim. tudi če ne bi bilo 100, bi bilo kul. Cool. Kjer Ja. bo prinesla mafine zdaj? Kira bo prinesla, mislim, da Angie. Angie, ja. Angie je dala koš plus faul je bil, tako da dala še pol prosti met. Tako da je v bistvu tri pike Zabetonirala. naenkrat. Se pravi, trojke pa nobena ni hotela dati, tako da ja, tule jih bojo še slišala, po mojem. jutr. Oh, ampak takale enormna razlika, ve vse tekme dobivate? Ja, ko naj rečem, na našo srečo je to tako, za druge pa nažalost, da moram reči, ja, tako, ja. No, ampak zdaj v soboto imate pa eno zelo pomembno, oziroma lahko rečem eno najpomembnejših tekem v tej sezoni. Tako je, ja, jaz mislim, da bo ta tekma zelo zanimiva, napeta, zgledam tudi, da so naše nažalost izgubile temu Podgoric, tako da bo nek revenčno. Tako da jaz sem vesela, da sem tukaj zraven, da se v bistvu lahko maščujem, ne gledajo tudi, da tiste tekme nisem tam igrala. Tako da, No, ampak to je fajn, ko se reka, ti si zdaj zram, ne? Ker Tako, vmes ja. te kar nekaj let ni bilo v Celju, ampak si bila vse posod drugje, samo v Celju, ne? Pa Tako, smo ja. lahko natančni. 14 let me ni bilo, ja. Od Neki Celja. cajt je kar minil, ne. 13 sezon si bila pa v tujini, predvsem na rusko govorečem področju. In Tako je, ko te 11 let, poslušam, ja. ne, ful ne vlečeš nič po rusko. Ne, bolj Nič ne bolj vlečem. po ma- Trbovsk. Ja, tako, tu pa ne more ven iz moje kože, no, ta trbovščina. Tako da sploh pol, ko si neki cajt v tujin, pa prideš, ne govoriš valjda slovensko, neč pa prideš pa domov, pa se mi zdi, da še bolj tiste je vlečem, no. kakor Kaj pa prej. ruščina? Ruščino pa tekoče govorim, no. Tako da, ja. No, mogoče bi njo mogli poslati na kakšna pogajanja. A imajo v Rusi tudi tujino. kako tipično kletvico, kot jo imate vi, Trbovčani? Ja, imajo jih kar precej, no. A, res? Mislim, ja, imajo ful kletvic, tako da mene v bistvu mogoče glik zaradi tega ležal jezik. Poznamo te ameriške, ki so pač vedno vse posod in po filmih. Kakaj je res ena tipična ruska kletvica? Oni skozi govorijo suka. Kako? Suka. Suka. Ne bom zdaj prevajala to. Pa bo šlo, če damo Google prevajalnik. Bo šlo, ja. Suka. Po mojem bo šlo, ja. Napiše se pa SUKA. SUKA, ja. Tako. Bom Gre, šla menite jaz. se naprej. Se že jaz iščem. No, daj poišči. Sam jaz sem. Da vidimo, čakaj, suka, ko ti nočeš nič povedati, kaj je, ruščina smo rekli. Ojoj. Ojoj, sem takoj videla. Čakaj, Ja, za koline je, no. Ja, čakaj, kako se sliši to? Tako, ja, tako. Kako? Suka. Suka. Čisto nič posebnega. Ja, ne, se tako se nekaj, ja. A veš, sake. Fer Vse je damana. tam, ja. Tako. Dobar, lej, pač pustimo zdaj te kletvice. Koliko kletvic pa izgovoriš recimo na tekmo? Tega po mojem noben, ker si štejejo statistiko košov, a veš, faulov, ne vem, prestopov. Kletvic pa nobeden. Če bi me to vprašali 10 let nazaj ali pa 5, bi rekla, da po mojem več, ker pa košu dam pa asistenc. Čeprav to tudi ni mal, ampak zdaj ne bom rekla na stare lete, če se lahko malo pošalim. Gledam tudi, da rataš bolj izkušenejš, pa
precej bolj mirno, tako nekako bom rekla. Si? Kontroliraš to svojo jezo veliko bolj, no, kot pa v mlajših letih. Tako da jaz moram reči, hvala Bogu, no, da je to tako zdaj. Dame en komad gor, pa se še pa pogovorimo o sobotni tekmi. Pa malo tudi o starostnih razlikah, pa vas, koliko se kaj kombinirate, mlado pa staro. Ja, me za Marijo rekel, moram reči, da je snežil, tako da je malo dežja z snegom. Ni bilo glih fajn splatno. Ni, ne? Ne. Raj se voziš ali ti voziš avtomobil? Ne, raj sem sopotnik. Sopotnica. Ja, v redu, torej ste slišali, ne, se bo pa izboljšalo, kot pravijo vremenari in tekom popoldneva tam med 5 in 9 stopinjami Celzija. ŽKK Cinkar na Celje, tukaj z mano je Nika Barič in včeraj ste lepo nadigrali Ilirijo 100-50. Tako ja, glih za 50. Glih za 50. Ja, fajn rezultat. To je easy. Smo rekli, zdaj tista, ko 100 zadane, mora prinesti tudi nekaj sladkega in to smo rekli, da bo Angie, spet se boste sladkali. Kaj pa v soboto ta tekma? Ja, za soboto pa pričakujemo, da nov tazga rezultata. Prosti, a ta šteje kaj, kje se bo igral Final Four ali ne? V bistvu se še ne ve, ker se mora prva sezona končati, to je tri tekme so še, pa se bojo pa odločili, no. Tako da to je to. Kaj pa rezultat, si rekla, ne bo tak, so bolj enakovredne tekmice? Tako je, so zelo dobre, kot sem prej rekla, tekmo smo izgubili v Podgorici, tako da pričakujemo nek revenge in verjamem, da mislim, ne vem, koliko je vse mogoče v košarki, ampak mislim, da 50 točk ne bo razlike niti za nas, niti za njih, no, tako da lahko pričakujemo veliko bližji rezultat. Ne bi povedal zdaj to, kar sem prej namignil. Koliko je zdaj, glede na, imate kar starostno razliko v ekipi, dosti mlade punce, ti si rekla, da si zdaj že skoraj za v penzijo, kar ni res, ne? Ampak si pa rečva džomba v navednicah. Ja, moram reči, da se kar pozna, no. Sploh glede tudi, da so ene stare 20, ene 17, ene so še mlaji, ko se mogoče daj nekak članski trening priključijo. Jaz sigurno z nekim izkušnjam to handlam, drugače pa če bi šli pa maraton laufat, bi me pa sigurno prehitele, glede tudi, da imajo tukaj energije, ki so mladi, tako da ja, v tem kontekstu no, se kar poznajo leta. Drugače pa je super, no, mi dajo zelo veliko neke svoje energije. Kaj pa, vi z Grgo ste z istega konca? Tako ja, skoraj se že od nekdaj poznate, ne? Ja, že lahko rečem cel življenje, no. On je bil prvi moj trener na Kroški v bistvu, no, ko sem začela pri 7 letih, 6, nekaj tazga. Ja. Takrat? Tako je, pri 7, v prvem razredu mislim, da je bilo osnovne šole. 25 let. Tako je, ja. Že kar dolg, ne? Lepa, pa sem še kar pol mlada, ne? Pa ti si mlada kot vino. Ja, super, no, zdaj moram sicer vprašati, poznam, a so se kaj vezi do reprezentance utoplili ali je še kar tako je bilo? Ne, je tišina, taka, kako je bila. Smrtno, ti še poznamo tisto, da si pač podprla ali pa predlagala, da bi naše vzeli pa mogoče nekaj v tujini, ampak dobro, vsak ima svoje mišljenje, pa se je takrat malo zgodilo, kar se je. Verjetno si še istega mnenja, ne si? Ja, tako je, večkrat dobim to vprašanje, če bi kaj drugače naredila, valjda ne bi. Ja, ne bi, ne. Ker jaz sem sam dobro hotela in za punca in za ekipo, če bi mi bilo vse in bi bila pa pač tiha, ne, ampak gledam tudi, da stvari niso funkcionirale tako, kot bi mogle in da sem videla, kam vse to pele, kar se tudi na domačem evropskem prvenstvu pol izkazali, tako da na nek način, da sem imela prav, no, če lahko rečemo, na to žalost, da se niso uvrstile naprej v nek drug krog pa zmagale tekme. Kaj pa drugače, kar se tiče te tujine? Zdaj, zagotovo to, kar si šla ti v tujino, je prineslo nekaj, ne? Je bila donosna ta pogodba. Kaj če ti zdaj recimo, ker ti si se nekoč spogledovala tudi z Ligo NBA, sem slišal? Ja, tako je, jaz sem en let celo šla tja, no, za 2 tedna, ampak enostavno sem doživela, da tisti ni bila ta prava ekipa zame, neka sredina, ko mi ni ugajala in jaz nisem hotela biti nekje, kjer bom, ne vem, lahko rečem, da se ne vklopim, da bi nekako trpela in bila sam tam zaradi tega, da potem rečem, jaz sem pa igrala v NBA, no. Tako da sem raj odšla, pa nisem zapirala tistih vrat, ampak enostavno, ker je ta liga po let sam, nekako mi je boljš, da naredim nek rehabilitacijo po let, da se malo nafilam baterije, da sem bolj pripravljena za novo sezono. Kak basket se igra tam? Drugačen? Face drugačen? Je zelo drugačen, no. Vemo, da je kar precej temnopoltih, vemo, da že to je težko skačejo, laufajo, se vemo, ne moramo mi čez njih skakati, pa nekatere tudi zabijajo, igra se zelo agresivno, zelo hiter.
Ne bom rekla, meni je tu drugače leži taka košarka, sploh v mlajših letih, ko sem bila, sem sama igrala tako košarko, ampak enostavno so v tistem sistemi, no. Nisem najdla, ker je bilo preveč vse šablonsk. Jaz imam pa raj malo bolj tako odprtih rok, pa malo več svobode, ki je potem enostavno nisem imela, tako da mislim, da sem se prav odločila. Zdaj, ko si se z leti, kot praviš, malo tudi, a veš, ko se obogati človek, kot osori, ko se malo odpre širina, bi šla, če bi dobila ponudbo še v tujino? Mislim, da ne, no. Če bi se tu, prejšnja leta smo se pogovarjali, če bi šla, ampak tukaj sem rekla, no, meni je res pomemben, da po teh napornih sezonih, ko igramo od, ne vem, septembra do maja, da si res vzamem tiste 2 meseca, 3, ko jih imam na voljo polet, tako se reka, nafilam baterije, spočijem, pa na novo pripravim, pa da saniram kako poškodbo, če sem imela čez let. Tako da mislim, da je to idealen čas za mene. Ali te, za konec sprašujem to, lahko v neki prihodnosti vidimo kot strokovno sodelavko, kot trenerko, kaj takega? Tako je, ja, jaz imam to veliko željo že od nekdaj. Tako da jaz si res želim, no, tudi zaradi tega ne bi zdaj rada igrala veliko dlje košarko še, kakor pa 1-2 sezone, ker se res želim vršiti v te trenerske vode, no, pa da vidim, če mi bo to ustrezalo. Žare in energije imaš dovolj, tako pa tudi je. Šarf nasi, tako da boš lahko se drla tam. Jaz tudi mislim, da je tako da se že veselim, če mi bo to ratalo. No, zdaj, to smo bila v prihodnosti, zdaj se vračava pa nazaj, pa gledava samo do sobote, tam pa stiskamo pesti, da zmagate. Tako je, pa naj pridejo vsi ljubitelji košarke, pa tudi mogoče tisko niso navijati, pa spodbujati. Za foro, kdaj je tekma? Tekma je ob 6. Ob 6, evo zvečer. Pridite, tako da pridite spodbujati. No, velja. Nika, hvala ti za obisk, pa da, kot rečeno, držim pesti, pa se še vidimo kaj, ker to je bilo zdaj prvič. Prvič, ja, pa upam, da ne zadnjič. No, tako da hvala za povabilo. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.